hočemo kot družba ustrezno nasloviti podnebno krizo in v resnici jo moramo, ker je to v bistvu preživetveno vprašanje, potem morajo na gas pritisniti vsi sektorji in tukaj kulturni sektor ni nobena izjema. Ima pa kulturni sektor neko posebnost in sicer to, da stopi v stik z veliko množico ljudi, zelo raznolikimi ljudmi in nekako soustvarja družbene vrednote, kaj nam je pomembno, na kakšen način se obnašamo, funkcioniramo in s tem, ko se pač kulturni sektor zelenjuje in o tem tudi spregovori svojo publiko, s tem v bistvu ustvarja neke multiplikacijske učinke in na ta način v bistvu ima dvojni ali pa celo trojni učinek, ki gre še onkraj tega kot to, da zmanjša svoj lastni ogljični odtis. V okviru pospeševalnika smo v Umanoteri razvili kalkulator ogljičnega odtisa, ki naj bi kulturnim organizacijam olajšal zmanjševanje njihovega vpliva na podnebne spremembe pravzaprav. Izračun ogljičnega odtisa je tudi čedalje večkrat zahteva financerjev, partnerjev, čedalje več organizacij želi poročati o svojem vplivu na podnebne spremembe in ogljični odtis je eno tako orodje. To je orodje, ki nam omogoča, da identificiramo, s katerimi svojimi dejavnostmi povzročamo največ emisij in s tem nekako ugotovimo, na katerem področju je najbolj smiselno, da sprejmemo neke ukrepe. Obstaja en kup dobrih praks, vedno več jih je in tudi v tujini lahko vidimo, da jih je vedno več. Nekateri se upajo zagresti v mobilnost, ki je običajno največji problem, nekateri delajo na porabi energije, nekateri grejo res v potrošnjo in tukaj v bistvu vidimo, da je prisotna ena velika mera kreativnosti. Ker tukaj se mi zdi, da kako bomo mi te ukrepe izvedli, ni samo en način in en spisek aktivnosti, ampak tukaj lahko uporabimo celo svojo kreativnost in kdo boljši kot kulturni sektor je ta, ki lahko tudi celotni družbi pokaže, na kakšne kreativne načine lahko še in ozaveščamo in v bistvu delamo na zmanjšanju lastnega ogljičnega odtisa, ker tukaj je potrebno res veliko komunikacije. Zdaj smo imeli že par delavnic, tako da imamo malo občutka na tem in jaz bi rekla, da so zelo ozaveščene, da se zelo zavedajo svojih vplivov in da mislim, da jim bo kalkulator v pomoč prav pri tem, da še bolj našpičijo svoje ukrepe, da bodo še bolj učinkoviti. Skratka, da imajo tukaj eno orodje, kjer lahko nekaj izračunajo in ne zgolj po občutku, mi pa mislimo, da je največji vir naših emisij, to pa morda sploh ni, ne? Jaz mislim, da je to ena nadgradnja že zelo informiranega, zelo ozaveščenega, zelo aktivnega sektorja na področju varstva okolja. Ima kulturni sektor izjemno moč, da podpre družbo v smislu tudi tega pozitivnega vpliva. In to je to, kar jaz opažam, da tukaj sedijo z nami na vsakem srečanju organizacije, ki so že na nek način predhodno vstopile v ta proces. Mogoče mu niso dale čisto imena, ampak zato, ker pač osebno ljudje so tako, rečemo temu, zgrajeni, da potem se to tudi odraža pri njihovem delu, pri izbiri projektov, pri izbiri umetnikov, s katerimi sodelujejo. Tako da mislim, da ta sektor intuitivno že veliko pokriva. Zagotovo pa obstajajo potenciali izboljšav, še posebej na teh dveh stebrih, kot sta energetika pa mobilnost, da lahko mogoče preizprašajo neke prakse in ugotovijo, če mogoče obstajajo neki koraki, ki bi lahko znižali ogljični odtis.